Dragi kolegi, pred to vladno koalicijo, ki jo vidite, so pomembni dnevi. Čaka nas zakon o uravnoteženju javnih financ in pa rebalans proračuna. Kot vse veste, zakon o uravnoteženju javnih financ predvideva poseg v okrog 40 zakonov in to so tisti, rečemo temu, tako imenovani nepriljubljeni varčevalni ukrepi, o katerih se toliko veliko govori. Postopkovno bo najverjetneje oziroma skoraj zagotovo stvar potekala tako, da bo potrebno sprejeti najprej ta zakon o uravnoteženju javnih financ, ker to je podlaga potem kasnejšega rebalansa. Tako da jaz pričakujem, da bomo te stvari nekako spravili skozi proceduro tam nekje konec aprila oziroma v začetku maja. Vsi moji predhodniki so jasno povedali, in to treba večkrat poudariti, ker to se demagoško vse prevečkrat zlorablja, te varčevalni ukrepi enostavno ne bodo prizadeli najšibkejših. To mislim, da je bilo večkrat povedano in tudi ukrepi gredo v to smer. Da nimamo socialnega dialoga, v tem trenutku se vlada še vedno pogaja, tudi znotraj koalicije se še vedno pogajamo oziroma ne pogajamo, pogovarjamo, če bomo morebiti katere stvari, ki so predlagane, še popravljati, tudi to je možno. Sam predsednik vlade in tudi vsi ostali ministri so jasno povedali, da so stvari še odprte do samega sprejema in dokler so stvari odprte, se lahko pogovarjamo. Gre za pravično razdelitev bremen. Realni sektor je v preteklih 3 letih že nosil težko breme, znižane so jim bile plače, ne pozabiti, da je kar 60 tisoč ljudi izgubilo delo, medtem ko javni sektor plače več ali manj niso šle navzdol, prav tako pa je 8 tisoč ljudi bilo dodatno zaposlenih v javnem sektorju. In če še kdo reče, pač tukaj ne gre za pravično razdelitev bremen, potem je pač potrebno pogledati številke. Občutek imam, da enostavno sindikati ne živimo v isti državi, da se sindikati ne zavedajo resnosti situacije. Sprašujem se, kakšni so interesi sindikatov. Povzročiti politično krizo, zlomiti Slovenijo ali tej Sloveniji pomagati. Referendum, ki ga napovedujejo. Torej, če pogledamo zelo konkretno, ta vlada bo predložila paket ukrepov, če grejo sindikati na referendum s temi ukrepi in če te ukrepi padejo na referendumu, to tehnično pomeni, da se eno leto ne sme nič spremenjati. In v tem enem letu bomo mi še bolj in še bolj brzeli v to veliko črno luknjo. Jaz mislim, da s temi pozivi za referendum sindikati, da si nalagajo preveliko odgovornost. Glede še zlatega pravila. O tej stvari je bilo ogromno povedano, jaz še enkrat poudarjam, gre za koncept, zato včasih ne razumem nekaterih opozicijskih političnih strank, ki pravijo, da hočejo imeti izračune. Lahko se naredijo simulacije, ker gre za koncept uravnoteženega proračuna in te simulacije se pač lahko naredijo, kakšen lahko znaša primanjkljaj v primeru, če bojo prihodki takšni ali drugačni. Skratka, težko je pa delati neke izračune tako, na pamet, za brez veze. In še ena stvar, glede tega zlatega fiskalnega pravila, vsi poudarjajo, da to vladna koalicija hiti samo zaradi tega, ker želi ustaviti morebitne referendume. Jaz še enkrat poudarjam, mi se referendumov ne bojimo, smo se pripravljeni z njimi soočati in to je dejstvo. Tako kot sem pa rekel, pa se sindikati nalagajo težko breme. In glede tega zlatega pravila še to, če uporabim prispodobo, dogovorili smo se, da lahko pojemo eno kosilo na dan. Zdaj, kako bomo to kosilo pripravili, kakšno bo to kosilo, to je pa popolnoma drugo vprašanje. Tukaj se pa lahko pogovarjamo stranke, nekatere bomo bolj delali na prihodkih, druge bolj na odhodkih, skratka, stvari so zelo različne.